Lep pozdrav vsem skupaj, vsem navzočim tukaj ob meni, ob tej mizi. Kasneje jih bom predstavil vsakega posebej, čeprav večino jih seveda najbrž poznate. In lep pozdrav otrokom Osnovne šole Nove Jarše, ki so prišli k nam gledati in pozdraviti seveda vse trenerje in oba trenerja in oba igralca ter seveda uživati v današnjem izboru, ki ga bomo pravili, se pravi izboru članske tekme, izboru ekip, ki ga bosta pravila Edo Murić in Nebojša Joksimović. Lep pozdrav novinarjem in kamerom in vsem medijskim predstavnikom, ki so prišli, in pa seveda prvič tudi vsem gledalcem prek spletnega prenosa to novinarsko konferenco oziroma ta izbor prvič prenašamo, tako da smo zdaj v živo, upajmo tudi, da s številnimi gledalci, to bomo pa videli, koliko jih je kasneje. Skratka, vemo, zakaj smo tu, predstavili bomo All Stars v Grosuplju, bo letos 29. decembra. Ob meni je predsednik košarkarskega kluba, moškega kluba Sandi Grubelić, ki mu bom dal kasneje besedo, morda pa samo toliko za začetek, da tudi malce povemo, kakšen bo program in pa kako bo se skupaj potekalo. Že ob 12. zjutraj se bodo začele prve tekme, in sicer tekme mlajših kategorij. Prva bo tekma do 12 let, nato gremo v 14, 16, 18 in 20, se pravi tekma mlajših članov ob 18. uri in pa članska tekma ob 20. uri v neposrednem prenosu na Šport TV. Vstopnice so v prodaji, trenutno 8 evrov, do 27. decembra so po 8 evrov, 28. in 29. decembra si jih lahko zagotovite za 10 evrov na vseh prodajnih mestih Eventima in seveda vseh tistih, ki so napisani tudi na spletni strani. Tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo en poseben šov, en uvodni šov, ki ga bodo letos tvorili z glavno vlogo Dunking Devilsi, zabijalska skupina, ki jo verjetno vsi poznamo in ki smo jo kar navajeni že tudi iz Eurobasketa septembra. No, oni bodo naredili poseben šov, pa da ne bomo razkrili, seveda vsi tisti, ki bodo prišli ali pa si ogledali v prenosu, bodo to lahko videli. No, tudi prenos bo letos, skupaj s Šport TV-jem pripravljamo kar nekaj novosti, tudi o tem boste kasneje obveščeni oziroma boste si lahko ogledali neposredno v prenosu. No, letos smo pa temu All Starju dodali še eno dobrodelno noto, in sicer pozivamo vse, ki se bodo All Starja udeležili ali pa tisti, ki bodo morda slučajno šli samo mimo, da prinesejo hrano z dolgim rokom trajanja. Namreč skupaj z društvom Drevored se je košarkarski klub Grosuplje skupaj seveda dogovoril, da bo to društvo Drevored to hrano tudi zbiralo in potem dalo grosupljskim družinam, ki to hrano seveda zelo potrebujejo. No, morda pa, kot sem rekel, za začetek, predsednik kluba je z nami, Sandi Grubelić. Grosuplje je imelo pred 2 letoma super pokal 2012 oziroma v lanski sezoni, letos All Stars. Tisti super pokal je bil zelo, zelo lep dogodek, verjetno bo tudi All Stars tak. Vsaj tako pričakujete? Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, ljubiteljem košarke in splošno športa. Pravzaprav smo zadovoljni in počaščeni, da nam je KZS zaupal tak velik dogodek. V Grosupljem bomo jasno dogodek izpeljali tako, kot ga znamo, ne. To smo že dokazali v preteklosti, tako kot je kolega omenil, glede pokala, glede številnih finalnih turnirjev mlajših kategorij, tako da dejansko vabljeni vsi ljubitelji športa, košarke v čim večjem številu, tako da se vidimo 29. v Grosupljem. Kot je pa že kolega omenil, je pa tudi ta neposredni prenos letos, kar je pa še daje dodatno noto celotni zadevi, tako da vljudno vabljeni. Toliko z moje strani, hvala lepa. Ja, hvala lepa. No, preden dam besedo trenerju, bi se tudi jaz že zdaj rad zelo lepo zahvalil klubu Grosuplje. Zdaj sodelujemo praktično na tem dogodku dnevno, na dnevni bazi že kak mesec ali več, in sodelovanje poteka tako, kot mora, brezhibno, in mislim, da bomo res lahko priča enemu odličnemu dogodku. No, in tako kot so Grosupeljčani že dokazali s super pokalom,
bodo zagotovo odlični gostitelji in mislim tudi, da bo dvorana pokala po šivih, tako kot je takrat. Gremo na ta tekmovalni del. Zmago Sagadin je izkušen maček že v All Starih, zadnje 3 leta je recimo kar vsakič dobil največ glasov. Letos sicer je izbral 7 igralcev in 3 rezerve, vendar tisto glavno vlogo pri izbiri pa vseeno bodo imeli igralci. Zmago, kako vi gledate na te All Stare, na te dogodke skozi zgodovino, 23. bo že letos na sporedu? Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, to je lep dogodek, ki ima že tako bogato tradicijo in je tako uveljavljen, ne samo v Sloveniji, praktično cela Evropa pozna ta dogodek in ga v takšni ali drugačni obliki izvaja na veselje, zadovoljstvo, predvsem navijačev. Jasno, da trenerji nismo tisti, ki smo veliki poborniki ali pa ki si ne vem, kako želimo te All Stare, bolj so to gledalci, pa na nek način tudi igralci, kajti lahko igrajo sproščeno, lahko se malce poigrajo, malce pošalijo, pokaže tudi kakšno potezo več. To je pa zopet tisto, kar gledalci želijo videti. Se pravi, to je za pristaše košarke, to je za same igralce en krasen dogodek. Trenerji pa smo tu bolj statisti, bolj gledamo, pa tudi mi po svojem mičkem sproščeno uživamo. Tako da za mene je to prijeten večer v prijetni družbi starih košarkarskih obrazov, pa tudi da malce vidimo tiste, ki jih malo manj vidimo, tiste igralce, da jih vidimo na delu, takrat, ko so sproščeni, ko ni pritiska. Lep dogodek, ki bo brez dvoma tudi v Grosupljem speljan brezhibno. Hvala lepa. No, tudi Aleš Pipan seveda ni nov v All Starih, že kar nekaj jih je vodil, pa zdaj takoj, ko je prišel spet iz tujine k Union Olimpiji, takoj dobil drugo največje število glasov. Aleš, kakšno je vaše mnenje o All Starih oziroma kako pričakujete letošnjega, pa morda malce tudi, če se spomnimo na tiste prejšnje, ki ste jih vodili? No, tudi z moje strani lep pozdrav vsem prisotnim, ljubiteljem košarke, novinarjem, otrokom iz šole. Rekel bi tako, v bistvu gre tu za pravi košarkarski praznik, praznik, ki ga pač nekako željno pričakujejo predvsem, bi rekel, ljubitelji košarke, navijači, nekako stranski udeleženci. Vidim, čujem, da bo organizacija odlična, da se v Grosuplju pač pripravlja velik spektakl, da bo ogromno ljudi, da bo pač dvorana pokala po šivih, kar je samo dobro za slovensko košarko, kar je dobro za popularizacijo te igre. Kot bi znala, v bistvu gre za nekakšen realno tekmo, v kateri bodo hoteli sigurno igralci pokazati, kaj znajo, koliko zmorejo, lahko bodo igrali sproščeno, lahko bodo pokazali nekatere stvari, ki jih mogoče na tekmah prvenstvenih in raznih ne morejo pokazati. Nadejamo se lahko pač dobre tekme, dobro zmago, pa mi zdi tako važno. Ja, res je, ampak bomo videli sploh najprej, kdo bo igral, v kateri ekipi. To ste izbirali Edo Murić in pa Nebojša Joksimović. Edo je že drugo leto zapored dobil največ glasov, lani je njegova ekipa zmagala, verjetno si tudi letos želiš, da tvoja ekipa zmaga. Kako boš izbiral igralce? Na podlagi česa? Verjetno si kar cel teden razmišljal, koga boš izbral. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ni res, da sem cel teden razmišljal, da koga bom izbral. Sigurno je to eno zelo težko delo, no. Veliko raje bi gledal, da trenerji to naredijo, ker so oni bolj navajeni tega, tako da nas z Jokso sigurno čaka eno težko delo, no. Vsi igralci na papirju so zelo dobri, tako da zdaj koga prvega izbrati, koga zadnjega, to bomo pa še videli, no. Tako da jaz bi se zahvalil vsem, ko ste glasovali zame. Res mi je veliko čast, da sem že drugič dobil največ glasov in upam, da nas čaka lepa tekma, izenačena in da bo zmagal tisti, ki bo pokazal več lepih potez. Ja, hvala. No, to je že pripravljeno vaju na trenerstvo, če boste morda po zaključeni karieri
karieri želela postati trenerja, da že tukaj zdaj zvadita. Nebojša, ti si bil 3-krat že tudi na All-Starih, pa še tudi nikoli nisi izbiral. Kako se ti zdaj počutiš v tej vlogi? Lep pozdrav še z moje strani. Najprej glede na to, da si rekel, da nas pripravljate za trenerje, bi rekel, da si jaz dosti bliže temu kot Edo, tako da je razlika v letih kar precejšnja. In je pa res, da bom prvič v tej poziciji, da tudi sam zbiram oziroma skautiram ekipo za ta All-Star. Vidim, da je lepo število na debutnežev zbranih tukaj in da se nekako tisto dobro vzdušje z evropskega prvenstva še vedno pozna. Upam, da boste prišli tudi na čim večje število v Grosuplje in da boste uživali v eni dobri predstavi. Ok, hvala lepo, jaz bilo je kar povabil pred pano, bomo kar začeli izbirati. Seveda pa najprej, da sploh vemo, kdo bo prvi izbiral. Rabimo, tako kot včasih v šoli, verjetno otroci, ki so z nami, to počno vsak dan pri telovadbi, se pravi, bomo šli en tradicionalen pik-pok, če greste kar vsak na svojo stran. Upam, da se še spomnite pik-poka in da ne vem, ga še izvajate na treningih ali ne, ampak se pravi, tisti, ki bo pohodil drugega, tisti potem prvi izbira in bomo začeli seveda s trenerji potem naprej z igralci. Grega bo pa poskrbel, da bomo vsi videli, čakaj, ti predvsem, ne bo hitre, zdaj bomo začeli, kar Petar. Grega bo pa vmes poskrbel, da bomo vsi tudi spremljali, kdo bo koga zbral. Mislim, da bo Edo bo pohodil, ja, Edo bo pohodil. Edo bo pohodil. To je taktika, verjetno je Edo celo leto gleda, kako bi to izvedel. No, Edo, Zmago Sagadin ali Aleš Pipan, to je prva izbira. Ja, je veliko tudi najtežje, tako da glede, da je to moj 4. All-Star in da sem na klopi že bil tako z Zmagotom, kot z Dovcom in pa tudi Aleksandrom Sejkovičem. Glede na to, da z Alešem še nisem bil, bom izbral Aleš Pipan. Edo Murić, Aleš Pipan. Ta pomeni seveda, da trener Olimpije ne bo tudi trener Nebojše Joksimovića, temveč bo to Zmago Sagadin. Edo, ti izbiraš tudi prvega igralca, imamo na voljo 9 branilcev, 6 kril in pa 7 centrov. Lahko izbereš kogarkoli, lahko tudi samo centre, kakor pač vama srce poželi. Tako da, koga boš prvega. Imamo kar izbiro od mladih, Matica Rebec recimo z 18 leti, pa tja Goran Jagodnik, ki je najstarejši in pa tudi skupaj z Jurakom najbolj izkušen, oba sta bila 5-krat na All-Starju. Glede na to, da je sigurno en izmed najbolj izkušenih in da mi je že v tej letošnji sezoni dosti pomagal z dobrimi nasveti, bi ga sigurno prvega rad imel v strani, je to Jasmin Hukić. Jasmin Hukić. Žarka Krke, ki je bil enkrat že na All-Starju, seveda so igralec Edota pri Krki. Joksa, tvoj izbor. Matica Rebec. Matica Rebec. Matica je najmlajši košarkar na letošnjem All-Starju in tudi prišel med tistih prvih 10, ki so glasovali, se pravi, ki so jih izbrali ljudje na našem spletnem glasovanju. Edo? Glede na to, da Sani ne bom mogel brez mene pa Huke, bom zelo njega. Sani Večerović, ja, to bo počasno črta. Sta ti naročila, da ne moraš sprati? Ne, lepo mi gre z njimi, ne vem, zakaj ne, ni razloga, da ne bi instalirali. No, super. Ja, lepo je spet videti Sanja v slovenskih klubih, pri Krki ali pri Olimpiji, kjerkoli pač že igra, spravi, da imamo takega igralca tu in da ga lahko gledamo in da ga tudi lahko otroci gledajo na domačih parketih. Nebojša? Jaz bom šel na krila in izbral bom Gregorja Horvata. Gregor Horvat. Še en igralec Heliosa, zdaj se mi pa počasi zdi, da ste se z Zmagotom videli
pred začetkom, ampak super, no, mlade igralce, izbira Nebojša Joksimović, Gregor Hrovat, 94-letnik, naslednje leto bo kandidat tudi za reprezentanco mlajših članov. Edo. Glede na to sem sam krilo v mestu zaenkrat preskočil in že dlje časa mi je všeč en igralec od centrov in to je Đorđe Mostorović. Ja, Đorđe Mostorović. Zdaj si Nebojši vzel zadnjega od Heliosa, ki je imel na voljo. Đorđe Mostorović je pa tudi drugi, se pravi najboljši igralec po procentu meta za 2 točki v Ligi Telema. Zelo visok igralec, mislim, da je samo še Ali Nović na tem ostalju višji. Nebojša? Z Jagodo sem v preteklosti že igral, tako da na poziciji štirke izbiram Jagodo. Goran Janko, se pravi, zdaj imamo 2 izkušena in 2 mlada košarkarja, super kombinacija v ekipi Nebojše Joksimovića. Edo? Glede na to, da sem zbral že iz Krke in pa iz Heliosa, je čas, da zberem tudi enega iz Olimpije in to bom enega, ki nam je delal največ težav na tej tekmi in to je Sašo Salin. Ja, Sašo Salin, ki mu gre zadnje čase veliko bolje kot na začetku sezone, primetil za 3 točke, ker taka strelska ekipa je zdaj pri Jednu Muriću, ker vsi verjetno znajo dobro zadeti. Nebojša, tvoj izbor. Če recimo preidem na centre, naj bo to Ali Nović. Ali Nović, soigralec in pa tudi najvišji košarkar na letošnjem All Starsu, seveda zagotovo en kandidatov za tudi člansko reprezentanco v prihodnosti. Edo, 5 igralcev že imava, še 7. Ja, manjka mi pravi play, tako da bom izbral Danijela Vojsinović. Danijel Vojsinović. Letos ima izjemno sezono Danijel Vojsinović, najkoristnejši košarkar zaenkrat lige in pa tudi najboljši podajalec, 9 podaj na tekmo, tako da kar verjetno prava izbira za dobro vodenje ekipe. Nebojša? Na poziciji 5 bom izbral še Krušiča, tako da zaključimo te pozicije pod koš. Matej Krušič tudi v preteklosti že reprezentant slovenski in pa domači igralec oziroma igralec eden izmed 2, ki jih danes izbiramo, ki igrajo pri Grosuplju v tej sezoni. Edo, izvoli. Jaz bom izbral enega izmed visokih igralcev, res da ni čisto petka, ampak mislim, da bo prišel zelo prav in to je Goran Jurek. Goran Jurek je letos tudi najbolj grob igralec v ligi, največ osebnih napak, je pa tudi igralec z drugim največjim izkušnjem, da skupaj z Jagodom sta oba 5-krat nastopila na All-Starju, tako da imata oba približno enake izkušnje tam v ekipah. Super. Naprej, Nebojša. Med branilci Jaka Klobučar. Jaka Klobučar, ja, 3-krat je že igral na All-Starju, sicer soigralec Eda Murića v tej sezoni pri Krki, no zdaj pa bosta namesto, da bosta tekmovala drug proti drugim, z Nebojšo sodelovala na All-Starju. Edo, izvoli. Najboljše sem čakal, da vidim, koliko bo rabo zdaj pozbel enega iz Krke, no, tako da vidim, da je končno zelo enega, no, tako da sem zelo vesel za to, no. Glede na sedaj igralca bom izbral Domana Bratoža. Igralci, ki dobro podajo, ampak tudi igralci, ki dobro kradejo žoge. Domen Bratož je igralec, ki ima največ pridobljenih žog na tekmo v tej sezoni Lige Telema.
Nebojša. Jaka Brod. Jaka Brod, svoj igralec pri Olimpiji, sicer še ni nastopil na All-Star, je to njegov oče dvakrat nastopil na All-Starsu in to na prvih dveh v Tivoliju. Edo. Jaz bom zbral zdaj še eno krilo in to je igralca spoza, če se ne motim, Krubali. Ja, Krubali igra v Grosuplju. Zdaj časa spremljamo telo, tako da... Ja, ker veliko igralcev v tej ligi, tako da vsak si verjetno tudi ne moreš zapomniti. Krubali igra v Grosuplju, letos odlična sezona in pa tako imamo zdaj dva domača košarkarja, enega v vsaki ekipi. Super, zdaj boš še publika na moje strani. Na tvoji ali pa na Nebojšini, oba. Zdaj je odvisno, kako se bo ta priborila publiko. Nebojša. Mikrofon. Ja, mikrofon enkrat je že bil na All-Starju predstavnik Maribora v tej sezoni, dober tudi med za 3 točke. Tam bo tudi nastopal v tekmovanju. Edo, izvoli. Drago Brčine. Ja, Drago Brčina, košarkar Elektre, edini predstavnik Elektre, bo pa še Andrej Podvršnik, tudi iz istega kluba nastopal v metu za 3 točke. Andrej Podvršnik tudi najboljši metalec za 3 točke letos. Nebojša. Nikolič Mrdej. Nikolič bo letos nastopal tudi v metu z zabijanjem, pa ne prvič, tako da upamo, da mu bo šlo dobro v tej kategoriji, pa seveda tudi v ekipi Nebojše Joksimoviča. 4 igralce še imamo, vsak izbere po 2, spravi imamo 2 branilca, eno krilo in enega centra. Edo, beseda je tvoja. Sani Čebula. Sani Čebula. Tudi včasih reprezentant v preteklosti in tudi košarkar Rogaške Kristala. 4-krat je že nastopil na All-Starju, tako da ima že nekaj izkušnje, tako da Edo boš imel tudi ti kar nekaj izkušenj, že izkušenih igralcev za All-Star, tako da kar lepo izbira. Nebojša. Edo še enega centra, Igor je Tratnik. Igor Tratnik sicer letos igra Portorožje pa Grosupeljčan, tako da imaš nekako 2 predstavnika Grosuplja in pa tudi najboljši bloker lige, tako da Edo pazi, kako boš pripravljal svoje igralce pri prodoru v podhod. Še 2 imamo Miha Lapornik in Stanko Sebič. Edo. Ja, to dam že veliko dvojk, bom rekel, da mi bo zelo vprašal Stanko Sebič. Ja, Stanko Sebič. Stanko Sebič iz Tajfuna pri ekipi Eda Muriča in potem ostane Miha Lapornik, mladi košarkar, ki ga je zmagal Sagardin tudi na domačem prvenstvu do 20 let imel v ekipi, pa zdaj znova. Hvala obema, lahko se usedeta, pa bomo malce pokomentirali, ko dam ta mikrofon s sabo. Enega bomo dali trenerjem. Tako, zmago, ekipa je, kakršna je, kako jo komentirate? Mislim, da sta oba pristna fanta, poznata košarko, poznata linije, poznata, kako se sestavlja ekipa in mislim, da sta brez težav dokaj enakovredno sestavlja ekipe, tako da se obeta enakovredna in zanimiva borba. Tudi moje mišljenje je, da sta pač že kar dobro in Edo in Nebojša dobro podkovana. Vesta, kaj ekipa potrebuje, tako da nekako dokaj realno razvija moči na eno in drugo stran. Tako da zdaj pa je samo na igralcih, da pokažejo pač, kaj znajo, da igrajo bolje in da se pač nekako vsi skupaj potrudijo, da čim lepši in boljši spektakel. Ja, hvala obema.
Edo, Neboša, zdaj, ko gledate na ekran, vam je všeč, kar ste zbrala, ali bi kaj spremenila? Čeprav ne morete. Res je ne borba, no. Sigurno sem računal, da Nebojša ne bo vzel še ene težke petke, no, tako da mi je spelo Hušiča, ker sem ga rok naslednjega zgodil. Nebojša? Jaz sem pa bolj baziral igro, na petke, se pravi, z eno dobro kombinacijo zunanjih igralcev in ne bi nič menjal. Tako da zavedamo se, koliko je pomembno, da je dobre petke. No, super. Mogoče so to te izkušnje, ko si že starejši, pa še Edo mora priti do tega. Hvala vsem, seveda, če je kakšno vprašanje iz publike, novinarjev, kar izvolite. Drago. Edo, vi igrate večer prej tekmo v Podgorici, koliko bo to handicap za pol za nedeljo? Ni izgovora, dokaj si dan košarka z užitkom, igraš vsak dan, če hočeš. Hvala. Še kakšno vprašanje, mogoče jaz? Ok, potem pa hvala lepa vsem.